Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na vrsti je pričakovana in seveda polna vznemirjenj podelitev, slavnostna podelitev nagrad najboljšim slovenskim inovativnim živilom, ki jih boste lahko po končani tiskovni konferenci in tem srečanju, spoštovani gospe in gospodje, tudi degustirali. Najprej v ospredje vabim tiste, ki bodo podeljevali nagrade. Izročil jo bo profesor dr. Igor Pravst. Prosila pa bi, da se mu v ospredju pridružite tudi tisti, ki boste nagrajencem čestitali, torej doktorica Anita Kušar, doktorica Marjeta Recek in gospod Martin Gosenca. Najprej bomo podelili nagrado za inovativnost v skupini polnozrnatih izdelkov. Prejme jo Pekarna Grosuplje Don Don. V ospredje vabim Jako Lončariča, direktorja marketinga in razvoja v Pekarni Grosuplje Don Don. Utemeljitev strokovne komisije se glasi: polnozrnati kruh z lanom iz Pekarne Grosuplje je pripravljen iz pšenične polnozrnate moke z dodatkom kislega testa, ki podaljšuje njegovo svežino in obstojnost. Kruh vsebuje 7% lanenih semen, ki popestrijo okus in hkrati prispevajo k visoki vsebnosti prehranske vlaknine. Odlikuje ga hrustljava skorja, temne bakrene barve ter gosta in enakomerno porozna sredica sočnega okusa, ki prepriča tudi najbolj zahtevne ljubitelje kruha. Gospod Jaka, direktor marketinga in razvoja v Pekarni Grosuplje Don Don, ste razmišljali zares o kruhu ali ste imeli v mislih bolj sladico? Sliši se kot sladica. Ja, v bistvu je tako pri nas, vedno, ko delamo naše izdelke, v ospredje postavimo potrošnika, njegov okus in bistveno je, da je pač izdelek, se pravi v tem primeru kruh, za potrošnika izjemno okusen. Ob tem, ko smo pa zastavili tak recept in izbrali toliko kakovostne surovine, se pravi toliko polnozrnate pšenične moke, smo pa uspeli še narediti izdelek, ki ima dejansko ugodno prehransko sestavo. Torej, kruh je hkrati vir beljakovin, pa dober vir prehranskih vlaknin. Tako da za potrošnika dve ugodni prehranski trditvi, ki upam, da jih bojo pač prepoznali in da jih bojo s pridom uporabljali in da se bo kruh večkrat znajdel na jedilniku. Se pravi, boste poskrbeli za dobro prebavo in presnovo Slovencev. Najlepša hvala in iskrene čestitke. Nagrado za inovativnost v skupini pekovskih izdelkov prejme droženi kruh s semeni Špar Slovenija. Prevzemnik nagrade bo vodja pekarne Špar, gospod Boštjan Kos. Utemeljitev se glasi: kruh s semeni pekarne Špar je pripravljen iz slovenske pšenične moke mlina Korošec, ki so ji dodane droži s sončničnimi in lanenimi semeni ter semena oljne kadulje oziroma čije. V drožeh namočena semena predstavljajo inovacijo, saj se običajno le-ta namakajo v vodi. Dodani so tudi pšenični otrobi in ovseni kosmiči, ki prispevajo k visoki vsebnosti vlaknin in dajejo kruhu posebno aromo. Kruh odlikuje hrustljavost in aromatična skorja ter dolgotrajno sveža sredica z odlično rahlo kiselkastim pridihom, ki je značilen za kruhe z drožmi. Izstopa tudi zaradi vsebnosti soli, ki je vsebuje manj kot gram na 100 gramov kruha. Gospod Kos, kot da bi govorila o odličnem bordojcu. Ja, zdaj težko jaz karkoli dodam, ker je kolega pred mano že v bistvu vse povedal. Bi se pa mogoče osredotočil malo bolj na sol. Slovenci kruha veliko pojemo in preko tega zaužijemo veliko soli, zato se mi zavedamo tega zniževanja soli in aktivno delamo na tem in bomo tudi nadaljevali še naprej. Kratko in jedrnato, najlepša hvala in iskrene čestitke. Nagrado za inovativnost v skupini kefirjev prejme Mu kefir naravni, limona in vanilija Ljubljanskih mlekarn. Nagrado bo prevzel razvojni tehnolog senior, gospod Tomaž Pokorn.
Linija kefirjev Mu, naravni limona in vanilija predstavlja fermentirane mlečne izdelke v osvežujočih okusih. Vsebujejo od 1,5% mlečne maščobe. Posebnost te linije je tudi manj izrazit okus kefirja, ki bo ustrezal širšemu krogu potrošnikov. Izdelkom iz linije Mu kefir je dodano tudi nekaj vitamina D. Naravni Mu kefir vsebuje le v mleku naravno prisotne sladkorje, tudi različici z limono in vaniljo pa imate zmerno vsebnost skupnih sladkorjev. Gospod Tomaž Pokorn, s kefirji so se v preteklosti precej ukvarjali manjši proizvajalci, kmetije, zdaj pa ste vi tisti, ki ste kefir prenesli v industrijo. Drži, tako je. Mi smo prepoznali v bistvu kefir kot pomembno živilo, kar se tiče imunosti, se pravi, ima vse pozitivne lastnosti kefirja, gre za pravi kefir in seveda dodatkom vitamina D. Vemo, kaj nam je COVID povzročil, in mi se zdaj trudimo tukaj, da bi potrošnike zagotovili najboljše. Še nekaj, mlajši proizvajalci verjetno nimajo toliko možnosti delati podrobne analize trga in navad ter okusov potrošnikov. Vi ste pa to zagotovo naredili v utemeljitvi. Smo namreč slišali, da ste kefirju malce ublažili sam okus. A ste ocenili, da ga ljudje ne maramo zaradi okusa? Kefir, tradicionalno izdelan kefir dejansko lahko ima bolj močan okus. Ja, in mi smo prepoznali kefir kot izdelek, ki bo rastel na trgu, seveda smo mu pa tudi temu primerno prilagodili ta okus. Najlepša hvala in iskrene čestitke. Nagrado za inovativnost v skupini jogurtov prejme jogurt s sirupom smrekovih vršičkov mlekarne Planika. Prevzemnik nagrade bo direktor mlekarne Planika, gospod Miran Božič. Jogurt s sirupom smrekovih vršičkov je fermentiran mlečni izdelek, izdelan iz homogeniziranega mleka, pridelanega v Zgornjem Posočju. V medeno osnovo sirupa pa so poleg izvlečka smrekovih vršičkov vključeni še izvlečki timijana, poprove mete in evkalipta ter vitamina A in C. Izdelek inovativno združuje dva priljubljena tradicionalna izdelka, jogurt in sirup smrekovih vršičkov. Kljub dodanemu sirupu ima jogurt zmerno vsebnost sladkorjev. Gospod Božič, ne bomo več kašljali, pljučnih bolezni več ne bo, ampak gibanje vseeno priporočamo ob tem, da uživamo vaš izdelek. Kaj bi vi rekli? Ja, pljučnih bolezni ne bo, če bomo popili dovolj našega jogurta s sirupom smrekovih vršičkov. Drugače pa, ja, mislim, v mlekarni Planika seveda se trudimo razvijati izdelke take, ki črpamo iz tradicije, iz našega Posočja in na ta način pač združujemo praktično neko staro, tradicionalno znanje z sodobnimi spoznanji. Inovativnost je res vaša lastnost, ki vas spremlja že leta. Niste prvič kot dobitniki nagrad na tem dogodku. Iskreno vam čestitamo tudi tokrat in upamo, da se še vidimo. Nagrado za inovativnost v skupini beljakovinskih živil prejme linija Ego proteini ljubljanskih mlekarn. Razvojni tehnolog senior, gospod Tomaž Pokorn, jo bo prevzel. Linija Ego proteini predstavlja novost med slovenskimi mlečnimi izdelki. Gre za tekoči jogurt z višjo vsebnostjo beljakovin. Poleg naravnega okusa so na voljo še 3 inovativni sadni okusi banana ingver, marelica rožmarin in češnja hibiskus, ki so zaradi zmerne vsebnosti sladkorja lahko dobra alternativa slajšim sadnim jogurtom. Svežina in okusnost sta dosežena z zanimivimi kombinacijami sestavin. Gospod Pokorn, ta izdelek ste gradili ali utemeljili na različnih okusih, imam prav? Po eni strani da, gre za blagovno znamko Ego, kjer imamo že tako ali tako v portfoliju, se pravi sadno-zelenjavne okuse in temu smo tudi ostali zvesti pri Ego proteinih. Drugače pa je ta izdelek v bistvu, se pravi, bogat s proteini, ima visoko vsebnost proteinov in pa seveda
tudi razgradili smo laktozo, tako da je primeren tudi za tiste ljudi, ki imajo težave z razgradnjo laktoze. Priporočate to predvsem športni populaciji, proteine vemo, da najraje zelo radi ali priporočljivo radi uživajo tisti, ki se aktivno ukvarjajo s športom? Ja, Slovenci smo če pogledamo, smo športen narod, bi rekel, to se vsi zavedamo. In seveda ta izdelek je namenjen praktično vsem športnikom, predvsem pa rekreativnim športnikom. Ga predpisujete pred ali po? Oboje. Hvala lepa. Nagrado za inovativnost v skupini testenin prejmejo biotestenine Biogeta, pirine rožice z lanenimi semeni in pirini fuži z bučnimi semeni Barbios. Prevzemnik nagrade bosta Barbara Meža, direktorica, in Iva Verdnik, prokuristka podjetja Barbios. Biotestenine Biogeta z lanenimi in bučnimi semeni so izdelane iz ekološke pirine moke in vsebujejo 30% razmaščenih bučnih oziroma lanenih semen. Poleg izvrstnega okusa zaradi dodanih semen izdelka odlikuje tudi hranilna sestava, predvsem vsebnost vlaknin in visoka vsebnost beljakovin. Izpostaviti velja še zanimivo obliko testenin, ki izboljša oprijem omak, kar dodatno pripomore k dobri kulinarični izkušnji. Naj bo to moja iztočnica. Pri teh testeninah, ki so nekaj posebnega, namreč imamo gospodinje ravno s tem težave. Pa mislimo, da je omaka kriva, pa ni tako. Ja, res je, seveda mora biti dobra tudi omaka, pa vendarle smo tukaj sledili, kajti testenine so zelo priljubljena jed v vseh starostnih skupinah, hitro so pripravljene, zato so želeli, da so še bolj bogate, dobre in seveda polnovredne, zdrave. Kako boste prepričali potrošnike, da bodo od tistih klasičnih belih in na tržišču že od zmeraj prestopili na zdravo stran? Ja, predvsem z kvaliteto. Se pravi, pirini fuži z bučnimi semeni imajo izredno visoko vsebnost beljakovin, pirini rožice z lanenimi semeni pa izredno visoko vsebnost vlaknin, tako da so zelo, zelo ugodni za zdravje človeka. Dajte recite tudi, da so okusni. Absolutno. Hvala lepa, iskrene čestitke. Nagrado za inovativnost v skupini konzerviranih živil prejmejo ribje solate Delamaris podjetja Delamaris. Prevzemnica nagrade bo Monika Marin, direktorica za razvoj in tehnologijo, proizvodnjo in kakovost. Linija ribjih solat Delamaris predstavlja priročne obroke, ki lajšajo vključevanje rib v prehrano. Linijo sestavlja 5 izdelkov: losos vital z bulgurjem, tuna active s kvinojo in lečo, tuna garden s fižolom in čičeriko, tuna meksikana s fižolom in koruzo ter orada mediterana z rdečim rižem. Izdelki predstavljajo naraven vir beljakovin, odlikuje jih visoka vsebnost rib ter bogate kombinacije z različnimi žiti, stročnicami in zelenjavo. Predstavljajo enostavno izbiro za malico na poti ali obrok v naravi ob športni aktivnosti. Ja, vi ste letos prvič z nami, drži? Drži. Ampak v preteklosti ste inovativnost vsekakor vpletali v svoje izdelke. Absolutno. Delamaris je staro podjetje, tradicionalno. Mi poleg tradicionalnih izdelkov ves ta čas nekako proizvajamo tudi se trudimo biti inovativni, no to smo letos vsekakor pokazali z našo linijo, novo linijo ribjih solat. Glavna misel vodilo je bilo sodoben potrošnik, trendi. V naših izdelkih je veliko zelenjave, stročnic, vklopili smo tudi žita, kot sta bulgur, kvinoja, in pa seveda glavna odlika naših ribjih solat je visoka vsebnost ribe. Predvsem nekaj novega na trgu, orada, losos in pa tuna. Kje ste našli bulgur? Raziskovali smo žita, no, želeli smo biti malo drugačni, malo smo se tudi glutena nekako izogibali, pač
tja smo rinili, no, v malo drugače, v malo drugo smer. Iskrene čestitke in veselo naprej. In seveda izvolite na svoje mesto, podeljujemo naprej. Nagrado za inovativnost v skupini predpripravljenih izdelkov prejme linija minute Chef's Choice, obroki s črnim rižem, polnozrnatim kuskusom in fregolo. Mercator IP DOO, prevzemnik nagrade bo Mateja Rupnik, vodja službe za razvoj in kakovost. Mercator minute tokrat navdušuje z linijo Chef's Choice, ki je sestavljena iz 3 novih inovativnih izdelkov, sklede s črnim rižem in sirom z modro plesnijo, polnozrnatim kuskusom in tuno ter fregolo, veganskimi medaljoni in zelenjavo. Nagrajeni izdelki predstavljajo hiter, hranljiv in okusen obrok v priljubljeni obliki sklede bowle. Sklede sledijo smernicam uravnoteženega krožnika, saj vsebujejo večje količine zelenjave, škrobno živilo in vir beljakovin. Lahko se jih uživa samostojno ali kot prilogo. Predstavljajo tudi enostavno izbiro za malico na delovnem mestu. Spoštovana gospa Mateja Rupnik, nekako bodo restauracije, ki mi jih imamo v Sloveniji kar nekaj, najmanj 10 šefov, pa Michelinovih zvezdic in tako naprej, začutili veliko konkurenco v tem vašem izdelku. Ja, no, upam, da ne, no. Ali pač. Ja, mislim, da ja, oziroma potrošniki bomo končno dobili nekaj zelo dostopnega in šefovskega. Ja, v bistvu mi smo gledali oziroma zavedamo se, no, da je sodobno življenje pač hitro in da ni vsak dan čas, da se odpraviš v neko restauracijo, poiskati izdelek, ki je pač prehransko ugoden, tako da smo se pač odločili v tej smeri razvijati izdelke, da si lahko pač tudi, ko smo v stiski s časom, privoščimo kvaliteten obrok. No, dostopno seveda tudi v smislu cene, kaj ne? Tudi, ja. Najlepša hvala, iskrene čestitke.